tej 70 metrov dolgi, 50 metrov široki in 20 metrov visoki zgradbi bodo skladiščili izrabljeno jedrsko gorivo. Začeli bodo že v teh dneh ter do jeseni vanjo prenesti prvih 16 zabojnikov s 592 izrabljenimi gorivnimi elementi. Plan je tak, po letošnjem letu 592 gorivnih elementov, od vseh 2600 je predvidenih. Potem leta 28 isto ponovimo. Potem bomo pa videli, bo kaj leta 38 pa 48, to pa še ni definirano čisto za 20 let, 30 in naprej. Ostaja v uporabilnem stanju v uporabi tudi skladišče za bazenom. Tam bomo vnašali nove gorivne elemente, jih skladiščili vsaj 5 let, ko so pripravljeni za to, da grejo lahko na suho. Se pravi, več kampanj v naslednjih letih. Kot dodaja skorajšnji predsednik uprave, ki bo vodenje Nuklearne elektrarne Krško prevzel aprila, je pri suhem skladišču bistveno to, da ne potrebuje nobene aktivne komponente. Zadeva je popolnoma samostojna, dobro ščitena pred radiacijo, ne potrebuje vode, popolnoma suha, sama in pa v bistvu ena velika zaščita proti kakršnikoli vplivom iz zunanjosti. In je odporno tudi na bistveno višje in vremenske, seizmične zahteve, kot tudi recimo padec tega komercialnega letala. Tudi če je padec komercialnega letala, analize so narejene za zgradbo za suho skladišče, da te osnovne celice ostanejo intaktne. Gre za tehnologijo, ki je v tujini, predvsem na zahodu, dobro uveljavljena. Uvedba suhega skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva sodi med enega večjih projektov nadgradnje varnosti, ki ga v Nuklearni elektrarni Krško izvajajo zadnjih 10 let. Z veseljem lahko rečemo, da je to zadnja faza, faza v bistvu tega širokega projekta nadgradnje varnosti. To smo čakali in s tem zaključujemo in nadaljujemo z obratovanjem 20 let. Ministrstvo za okolje in prostor je sicer končalo postopek presoje vplivov na okolje in 13. januarja letos izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško do leta 2043.